Ja, v bistvu sem vedno hrepenela najbolj po tem, da ustvarjam v pop glasbi, ker sem jo tudi kot otrok poslušala, v bistvu predvsem pop pesmi. Je pa res, da prihajam iz narodno-zabavne družine, priimek Avsenik me je seveda močno zaznamoval. Tako da sem rekla, wow, okay, to je pa res taka prilika, da če pa to ne izkoristim, kar mi je v bistvu super. No. Nikoli se nisem tega sramovala ali karkoli. Je pa res, da se nisem tako kot otrok videla v narodno-zabavni glasbi. Vedno sem si želela imeti svoj band, nikoli pa svojega ansambla, čistko iskreno v bistvu. No. Danes ob skodelici kave gostim Moniko Avsenik, lepo pozdravljena. Živjo, hvala za povabilo. Lepo, da smo se končno ujeli, ker vem, da smo se kar nekaj časa usklajevali. Ja. Sem res vesela, da si prišla danes v sončno Ljubljano. Hvala za vztrajnost in potrpežljivost. Ja, res je, v bistvu sploh konec leta je bil zelo pester, tako da sem ti rekla, da je reč na spomlad. Ja, da je več časa, no, da lahko klepetava. Tako. A imaš za sabo naporen dan? Pa je kar šlo v bistvu, no. Pisarniško delo, tako da sem večino stvari oddelala danes, tako da Mejka me seveda še za naslednji dan pa počaka ponavadi, ampak ne, sem kar zadovoljna. Ja, nekako smo zdaj navajeni, da glasbeniki, pevci ne počnejo samo to, oziroma so kar redki, ali se vržejo v vplivniške vode, ali še imajo kakšno delo zraven, vseeno je pa to verjetno težko usklajevati. Ja, tudi jaz dostikrat razmišljam o tem, koliko biti samo v petju. Seveda si vsak glasbenik želi, da dela izključno to, kar ga najbolj veseli, ampak vseeno je pa to zelo poseben poklic. Se pravi, več ali manj imaš ti potem delo čez vikende. To pomeni, da si med tednom dokaj frej. Jaz sem pa tak človek, da sem težko pri miru, oziroma da ne izkoristim svojega časa v nekaj koristnega. Tako da sem vesela, v bistvu, če najdem kakšno delo, ki me ne vzame preveč, se pravi, da me ne in časovno in v bistvu potem tudi psihično obremeni. Zato, da mi ostane vseeno še kaj za glasbo, potem teh nabojev energije za čez vikend. Ja, zdaj si v pisarni, pa tudi tam verjamem, da imaš kavne trenutke, tako kot danes ob skodelici kave. Me zanima, kakšna kavica piješ? Najrajše pijem z mlekom. Je pa res, da jo popijem že pred službo, tako da sem potem res v bistvu obrkane not v delu. Si vzamem potem seveda pauzo za malco, ampak takrat kavice ponavadi ni, no. Ker imam eno bolj še za popoldne, tako da zdaj jo prišparam. Tako da ja. Kava z mlekom, včasih je bil to mogoče kakšna bela kava, kapučino. Zdaj sem, priznam, mleko kar mečkam že opustila, no, tako da manjšam to dozo mleka v kavi. To se jaz tudi trudim, ampak nekako... Malo paše, ne? Ja, mečkam. Je to še vseeno vedno najboljša izbira. Ja. Ampak si kdaj razmišljala, da bi se tudi bolj izpostavljala, čeprav že nekako vem, kakšen bo odgovor, glede na to, da si bolj mirna, zadržana? Pa v bistvu tako mediji me nikoli niso toliko privlačili, da bi se hotela izpostavljati kot neka vplivnica, tako si prej rekla, da imajo potem kot neko dodatno delo razne objave. Jaz se zelo ne najdem v tem not, ker se ne maram snemati. To je meni nekaj najhujšega, da se moram sama snemati, govoriti v kamero. Tako da v tem se mogoče vsaj zaenkrat res še ne vidim. Pa tudi mislim, da je fajn, da nekdo, ki je v glasbi tako prisoten, da tudi preveč o sebi spet ne pokaže, da je fino, da malo ostane kot neka skrivnost. No. Da ni čisto, da vsak dan vidiš, kaj počne. In, ne vem, se mi zdi čisto ok, če je ta neka meja med zasebnim pa privat življenjem, ker se že tako dosti razdajamo, več kot drugi ljudje v bistvu. No. Tako da iz tega vidika se zaenkrat ne vidim v tem. Ja, včasih kakšno besedilo, glasba v bistvu pove več, ne? Tako je, če se poslušalec verjetno dovolj tako se v bistvu v pesmih potem predstavimo, kakšni smo. Mislim, da tudi glasba predstav osebo, lahko začutiš nek karakter osebe, ne? Tako da, tako kot si rekla, jaz sem načeloma dokaj taka mirna oseba in mislim, da se tudi v pesmih to dosti izraža, no? Tako da me lahko ljudje na tak način spoznajo. Zdaj, ne ustvarjaš vedno v istem glasbenem žanru, ne? Si zelo raznolika, ampak je vseeno pop glasba nek tak tvoj najbolj, tvoj jaz, ali kako bi tebe rekla? Ja, v bistvu sem vedno hrepenela najbolj po tem, da ustvarjam v pop glasbi, ker sem tudi kot otrok poslušala, v bistvu predvsem pop pesmi. Je pa res, da prihajam iz narodno-zabavne družine, priimek Avsenik me je seveda močno zaznamoval, tako v preteklosti kot zdaj, kot mislim, da me bo za celo življenje tudi v prihodnosti, kar mi je v bistvu super. No. Nikoli se nisem tega sramovala ali karkoli, je pa res, da se nisem tako kot otrok videla v narodno-zabavni glasbi.
vedno sem si želela imeti svoj band, nikoli pa svojega ansambla, čistko iskreno v bistvu. No. Pa ne rečem, nikoli ne veš, kam te pot zapelje, tudi ansambl bi mi bil fajn, se pa vidim bolj kot neko drugo pevko, se pravi v sklopu nekega terceta. Ne vem, kako poznaš te zasedbe, ampak kot solo pevko narodno-zabavnega ansambla mogoče ne. Zelo pa uživam tudi v popevki, tako da tudi popevka mi je zelo blizu, kakšni festivali, poletna noč in take stvari, to mi je vedno bilo tako wow. Tako da, tako kot si rekla, veliko zvrsti me zanima, pa v vsaki v bistvu uživam, no, od to, kar pojem. Tako da se nočem čist omejiti samo na en žanr, čeprav vem, da je včasih pač lažje mogoče za publiko, da vejo, kaj pričakovati od neke osebe, ker pri meni potem lahko problem, naročijo Moniko Avsenik in zaradi priimka mislila, da bo to narodno-zabavna glasba, ne? Tako da sem imela že primer, ko so bili majčkeno razočarani v smislu, da je še kakšno atovo, ne? Pa sem si rekla, temu se bo mogoče težko izognila, tako da moram najti nek način, da potešim vse želje oziroma probam ugoditi, pa vsaj kakšno tudi Avsenikovo, da tudi če pop izvajam, recimo, ne. Je pa zagotovo najbolj pomembno, da se ti dobro počutiš. Absolutno, tako da to je nekako tudi moje vodilo, da iščem sebe, da iščem tiste moje občutke, ker mislim, da tudi ljudje to začutijo, prepoznajo, kdaj Zagotovo. si pravi pač obraz, predstavo in ampak pravim, tudi za narodno-zabavno glasbo se rada v bistvu ukvarjam in nikoli ni, da se moram pretvarjati, da nekaj pač predstavljam, kar nisem, no, tako. Vseeno čutiš neke te svoje korenine, Tako, verjetno. to je neizbežno. Pa si kdaj v mladosti ne marala narodno-zabavno glasbo? Ne bom rekla, da je nisem marala, je pa res, da moji vrstniki, sploh, ko sem bila pač otrok, nismo poslušali narodno-zabavne glasbe. Zdaj se mi zdi, da se vse to malo spreminja, da je bolj sprejeta tudi narodno-zabavna v mlajših pač generacijah. Sploh te veselice v bistvu vidim, da so tako aktualne, kot pri nas niso bile, recimo, ne. Mi smo še pač res v nek klub, v disko, zdaj pa pač mladini čist kulsko, če greš na veselico, ne, to včasih res ni bilo tako. Tako da sem vesela v bistvu, da se tudi te glasbi daje priložnost, da je kvalitetna lahko in da si zasluži mesto tako kot vse druge zvrsti. Tudi ta. Zagotovo je. Ja. Zdaj smo šle k priimku Avsenik že prej, kot sem želela. No, vidiš, neizbežno je. Ja, tako. Ampak vseeno, enkrat si dejala, da je bil tudi tvoj dedek, Ata, mu ti praviš. Res je, ja. Ata Slavko, ja. Da je bil tudi on v bistvu takšen skromen, da ni zdaj obešal na velik zvon v ta svoj uspeh. Sta si v tem najbolj podobna? So še kakšne Mogoče druge? imaš pa prav, ja. Mogoče da je to res neka vzporednica, ki jo lahko z njim potegnem, ker me včasih vprašal, kakšen je bil in kako je deloval, pa res spet bi ga tako opisala, pač nikoli se ni bahal z nekimi uspehi, ne. Ker vemo, da imaš ljudi, ki se radi pohvalijo in povejo, zakaj vse so zaslužni. On je iz tega vidika bil skromen, no. Glede na veličino, glede na vse, kar je dosegel, je neverjetno, da je ostal tako prizemljen in tudi ljudje, ki ga pač so ga poznali, so zmeraj rekli, da je bil še vedno tako ljudski, no. In to ga res v bistvu opisali kot velikega človeka, ker je pravim, kljub vsemu ostal skromen, no. Ja. To je kar lepa lastnost. Ja, zdaj poznam enega glasbenika, ki reče pač, da ne smeš biti preveč ponižen, ne, se pravi, to je pa tudi spet neka skrajnost, ki sam svoje uspehe tudi nekako ne priznaš, kar spet ni okej. Tako da fino je, da se zavedaš, da to daš vedeti ljudem, da ja, pač si lahko ponosen na kaj, kar narediš, ne pa da je to tisto, s čimer se pač tako važiš, no, v tem smislu. Spet iskanje neke meje. Pa. Ja. Se posod rečemo nek zdrav razum oziroma nek balans, ne ravnoteže. Mi je pa bilo zanimivo, da si tudi v enem izmed intervjujev dejala, da te ni nikoli si šel peti. Ja. Jaz sem bila v bistvu sploh kot otrok zelo sramežljiva. Pela sem res predvsem zase, se pravi, ko je bila hiša prazna, ko sem ostala sama doma, takrat sem šla res sred hodnika, ker je bil pač najboljši zvok, ker je malo odmeval in pevci vejo, da je to pač vedno fino, ker ti da mečkam tako dodatnega zagona, v glavnem. Tako da sem res pela bolj za sebe. Potem v letu 2015 sem pa res nekako prehajala v to fazo, da pa se odprem tudi ljudem in da nastopam. In To si bila koliko stara? to sem bila stara, se pravi 19 let. V glavnem in sem se odločila, oče me je zelo, zelo spodbujal. In me je tudi potem povabil na festival Avsenik leta 2015 in to je bil v bistvu moj večji prvi javni nastop. Tako da sem se na pomlad pripravljala na ta dogodek, tistega leta pa pač tudi Ata Slavko zbolel. Tako da nisem vedela do zadnjega, ali bo še takrat živ ali ne, ko bo pač festival in s tem tudi moj prvi nastop. In sem nekako malo potiham upala, da bo to še dočakal, oziroma tudi jaz, da dočakam
ta dan, da me pač tudi on sliši. Ker meni je bilo vedno najtežje, če mi nekdo, tako kot smo mi dve zdaj reče, no zdaj pa eno zapoj. To je meni tako težko začnem in mi je lažje iti na oder, ker pač veš, zdaj, ko bojo oni začeli igrati, ti poješ, nimaš izbire. No, v glavnem tako da tudi pred datom nisem nikoli zares pela. Sva se pa velikrat tudi pogovarjala, kaj o petju in dal mi kakšne nasvete, pač, da moraš biti pogumen, da on je ti mu rekel, ko greš na oder, moraš biti freh, a ne, zato da pač se ne, da te trema ne premaga v tem smislu, ne. Tako da ja, je zamudil ta moj prvi nastop, sem si pa v bistvu dejansko na odru potem, ko sem šla na oder, sem čutila neko pomirjenost s tem, ker se mi je zdelo, ok, v bistvu mogoče me pa zdaj bolj sliši, kot če bi bil še med nami nekje na posla preklenjen in me to tako, taka lepa misel me je bila, no, ko sem na odru stala prvič, da je ob meni na nek način. Ja, lepa misel me je bila to. Ja, zelo lepo se to vse sliši. Ja. Pa verjamem, da si ga čutila, da je na nek način ob tebi. Tako, ja. Lepo. Imate vsi 5 otrok vas je. Dobro, si se pozanimala, res je. Ja, sem tak. Oziroma, to piše celo na Wikipediji o tebi. Da si, imam svojo stran. Ja, imaš, da si 4. otrok, Ja. da imaš še mlajšega brata. Tako, samo enega manj, ki me morajo bogati, ostali mene komandirajo. Tako da ja, velika družina, ste vsi glasbeno vpeti. Pa v bistvu sva jaz pa Sašo najbolj trenutno, no, da sva ostala v glasbi. Najmlajši bratec, se pravi Primož, on včasih še prime klavir, ki zaigra, ima zelo močen občutek tudi za glasbo, no. Ampak se ne ukvarja dejansko s tem. Smo pa vseh 5 otrok nas je hodili v glasbeno šolo, tako da nekaj glasbene podlage imamo, je pa res, kot sem rekla, samo jaz pa Sašo se pa še danes s tem ukvarjava. Ja. Ste kdaj razmišljali, da bi vseh 5 naenkrat zapela? No, zdaj sem se spomnila, mi smo pa s celo družino, se pravi tudi z očetom in mamo, en nastop. In sicer, ko sem bila v 4. razredu, smo za konec šolskega leta pripravili 2 pesemci. In se pravi, mami je bila na klaviaturi, je igrala bas, oče je igral kitaro, Sašo je igral bobne, potem je brat Aleš igral na saksofon, sestra je igrala na klavir glavno melodijo, jaz sem pa pela. Najmlajši Primož je igral na te perkašne, se pravi na ritmične inštrumente. Tako da je res zelo taka lepa v bistvu zgodba za tem, oziroma lep spomin. In res se tudi vadam, kako smo vadili. Spomnim se, kako smo vadili v kleti. Tako, v bistvu, ko pomisliš na tako veliko družino, pa si jo zdaj predstavljam v neki sobici v kleti, da vadi pesemce, si res rečem, kakšna posebna v bistvu priložnost, posebni trenutki za celo družino, koliko lep spomin v bistvu. Mislim, da se res to ne zgodi toliko velikrat, no? Tako da tudi za nas je bilo to prvič, pa zaenkrat zadnjič, da smo tako skupaj nastopili. Ampak ja, imam res lep spomin na to. Mogoče pa še kdaj? Ja, mogoče pa v bistvu bi rada ta posnetek videla, no? Ker imamo posnetek. Res? Tako da je res tak simpatičen posnetek nastal. To zna biti res. Ja. Ali pa za kakšno obletnico? Mogoče kdaj. Ja, z dovoljenjem vseh ostalih članov, seveda. Ja. In kako izgledajo potem vaša družinska srečanja s takšno veliko družino? Pa v bistvu je zmer težje, no? Zato ker res odraščamo, ko smo bili otroci, bilo to seveda enostavno in skupaj smo pač kosila večerje. Kosila večerje, utrujenost, malo je prisotna, ampak nič hudega. V glavnem kosila pa večerje smo ponavadi imeli vedno skupaj, tako da to je bil nek čas, ko ga je cela družina skupaj preživela. Zdaj pa tako, bolj za kakšne praznike se uspemo dobiti ali pa rojstne dneve. Je pa pravim težje, no, ker ima vsak svoje življenje, vsak svojo družino, tako da pa, ko se vsi skupaj naberemo, nas je res ogromen in pa je že hitro tudi prostora premalo, tako da je dobro, da imamo gostilno blizu, če zmaga prostora, da gremo lahko tudi tja, sicer to se zelo malkrat zgodi, ampak za kakšne res za večja praznovanja, za kakšno 40 ali pa kaj takega. A imaš veliko nečakin? Vedno več, hvala Bogu, to število kar raste, zdaj imam pa enega nečaka, pa 3 nečakinje. No. Lepo. In ena nečakinja je tudi živa. A res? Ja. Lepo ime. Ja. Zelo lepo. No, se mi je zdelo, da se družine že širijo, glede na to, da si 4. po vrsti, 3 starejši. Lepo. Ja. Lepo. Pa še veliko moških imate v družini, tako da priimek bo šel naprej. Priimek bo šel naprej, tako da je pa res, da imamo enega nečaka, tako da smo v prvih 3 punčkah polkar malo cvikala, bo še kakšen fajn tak, da gre vsem priimek naprej, ampak enega že imamo, tako da zdaj smo varni. Ja, sem res. Nazadnje si pa v časopisih polnila strani zaradi svojega, zdaj že
4-kratnega sodelovanja z legendarnim Andrejem Boceljem. Ne vem, kaj ti ne rečemo, wow. Hvala lepa. To je bil tudi razlog, da smo malo odlašali na eno srečanje. Ja, v januarju si imela še. Ja, v januarju pa na vezi so, ali mislim, da še pred novembrskim koncertom. Ja. Dolgo si ustrajala. Tako da ja, se ti je že kar veliko. 4 nastopi, wow. Mislim, 4, v bistvu 3 povabila, pa 5 koncertov. No, 5, ok. 2 sta bila v Pulju avgusta, potem je bil en koncert Krakov na Poljskem novembra, pa zdaj sem imela, se pravi v januarju 2, to je bila pa Riga, pa mesto Loč na Poljskem. Tako da res neverjetna zgodba. Mislim, da mi bo pač celo življenje to tako nekaj neverjetnega, tako res nekaj sanja, no, ker seveda sanjaš o takih stvarih kot majhen otrok, gledaš te posnetke, gledaš pevke svetovno znane in si rečeš pač, wow, jaz bi tudi to, ne, ampak polk odrasteš kar mal. Mislim, da vsaj pri meni je bilo tako, no, da sem zgubila pol to neko fantaziranje, neko sanjarjenje, kaj bi lahko, pa wow, kako bi hotela biti, ne, ampak mi je ta izkušnja res dala vedeti, da je dovoljeno sanjati, no, da sem pa kaj se pa kakšne sanje res uresničijo in je dobro, da stremiš k temu, da pač delaš, kot da se lahko kaj taska uresniči. Ja, verjamem, da na začetku nisi mislila, da bo kaj takšnega sploh možno. Ne? Že po prvem povabilu mi je bilo neverjetno, ne? To, da se pa še tokrat ponovi, si pa res tako, wow, pač, ok, hvala življenje, no. Kje pa si bila, ko so te prvič poklicali? Zagotovo veš. Točno vem, bila sem na morju z mojim zdaj že možem in njegovima otrokoma in imeli smo zadnji počitniški dan, to je bil 1. avgust, kli smo se odpravljali, da gremo domov. Pa smo pa rekli, pojmo vse še na en minigolf prej. No, in v tem, ko se odpravljamo do doma, jaz dobim sporočilo in ga odprem in preberem in grem seveda tako do Anžeta in mu pač pokažem sporočilo odprtih ust in sam spogledava se pač kaj, ker je bilo pač v sporočilu napisano, ja, ne vem, če se me spomniš, jaz sem Marko, spoznali smo se s Perpetuum Jazzile, ste bili pač gosti na koncertu v Milanu, jaz se te še spomnim, bla, bla, bla. Sem Bukarot, oziroma glasbeni direktor za Andreja Bocelja, sem pa kaj, damo radi priložnost novim mladim, pač nadobudnim pevcem. In v glavnem je rekel, ja, konc meseca imamo v Puli 2 koncerta, a bi te zanimali, da si naša gostja. Jaz to preberem, meni je bilo čist pač kaj, res tako, ok, hudo. A je to zares, ne? Hkrati sem pa tako, meni se zdelo pač logično, ok, on je očitno pač poslal na vse možne kanale pač to neko povabilo, očitno ima neko audicijo, išče nekoga, ki bi pač to oddelal. In sem si rekla, se pravi, Italijan je, ok, na Hrvaškem je nastop, ne vem sicer, kje do Slovenije prišel, ampak očitno je poslal na hrvaško sceno, na italijansko sceno, malo ukroka, ne, pač po svojih nekih kontaktih. No, in jaz njega vprašam, koliko pa jih je na audiciji, zakaj? Zato, ker je on poslal v mailu tudi, mislim v sporočilu, da ne se naučim Vivo Perlej, da ne ga posnamem čim prej in pač pošljem, da oni to slišijo, ne. In jaz pol se seveda tako trezno usedem in razmišljam, ok, valjda si kot prvo blazno navdušena s tako idejo in si rečeš, ok, to moraš sprejeti. Pa sem pa vseeno, ok, daj bo zdaj realna, a ti sploh lahko to, ne? Ker jaz sem vedela, ta pač pesem ni enostavna, v italijanščini je, nikoli sploh nisem pela, zares se nisem toliko dobro poznala, sem se dejansko mogla pač kar preposlušati. Malo časa je bilo, v glavnem, in ja, pol me je zanimalo seveda, a se sploh splača, da se učim, pa se posnemam, pač posnamem, ker če je to dobil 100 pevk, ne vem, če bi dejansko pač se blamirala, čeprav pa si rečeš, vedno pač vredno probati. No, v glavnem in on meni napiše, da sem edina, ki pač delam to audicijo na rekovajih, da sicer eno pevko imajo pač na stand-by, ampak da si želijo koga novega, ne. Tako da sem rekla, wow, pač ok, to je pa res taka prilika, da pač če pa to ne izkoristim. Tako da sem dala vse od sebe, se res čim prej pač naučila pesem, posnela, poslala, vse ostalo pa sledilo. A to pomeni, da te je on opazil in pokazal Bocelju? Zdaj, tukaj imam veliko vprašanje sama pri sebi, tudi kako je sploh prišlo do tega, ker v bistvu on je mene spoznal, se pravi znotraj Perpetuum Jazzila. Preko cele skupine, mi smo imeli nastop v Milanu za dogodek Pirellijev koledar.
Ampak jaz nisem izstopala, jaz nisem imela nobenega sola ali pa karkoli, da bi naprej stopila. Vse, kar je bilo, smo mi pač par pesmi zapeli, brez solistov. Pa po dogodku smo se malo podružili med gosti in tudi ta Marko se je z nami pač podružil. Se pravi, bilo nas je, ne vem, sigurno več kot 15. Par pevcev se je potem res dodal na Instagramu, ampak to je bilo pač to, v bistvu. 5 let po temu, jaz tudi pomislila nisem, da bi se... 5 let? Tudi 5 let že od tega. Okay. Oziroma mislim, da še celo malo več. V glavnem, to je že od tega, da je bilo meni tudi čudno, kako se on mene sploh spomne, a ne? In pol bolj, ko sem razmišljala, pa tudi enkrat me pol vprašal in rekel, a te zanima, zakaj sem ti to, pač, zakaj sem te zbral, ne? Pa je rekel, ja, da je v bistvu pač spremljal moj profil, da je videl, da si ustvarjam solo kariero, da mu je všeč, kar sliš, da mu je všeč, kar vid, da pač smatra, da imam cel paket, a ne? In sem rekel, ok, super, mislim pa, da res tudi pač vplivalo to, da sem da res lansko leto precej bolj aktivna tudi na neki solo karieri. Sem se res trudila pač čim več pesmi objaviti. Šla sem na festival Melodije Morja in Sonca in mislim, da je bil ta nastop zame dejansko ključen, ker sem se pač predstavila v neki zvrsti, v kateri pač si najbolj želim ustvarjati, se pravi v popu, kar me prej ljudje niso poznali. Bila sem v elegantni obleki, potrudila sem se za frizuro, za make-up, pač sem si res v bistvu neko ekipo tudi sabo vzela, ker sem res hotela, da je nastop čim bolj tipi-topi. In sem vesela, ker mislim, da se mi je res to obrestovalno na tak način. Tako da ja, pa si res rečeš, da nekaj more biti, da pač te opazijo in pač glede na to, koliko je dobrih pevcev, pevk, da te zberejo, je res posebna čast, no. Se strinjam. Ja. In koliko vaj sta imela skupaj, preden sta prvič nastopila? Z Bočeljem? Ja. Nobene. Res? Ne. Nobene vaj ni bilo. On seveda pač ne rab vaja, ne, tako, mislim, človek njegove pač veličine, njegovih odrov in konc koncev celega uspeha, ki ga ima za sabo, mu je to bolj kaj ne neko breme oziroma odvečen čas vaditi takole z nekimi gosti. Tako da midva sva se dejansko videla potem šele na tisti večer, ko je bil prvi koncert v Puli. Pa še to bolj kaj ne praktično takoj na odru. Se pravi, ni bilo nobene niti tonske vaje. Tonsko sem je sama naredila z orkestrom, se pravi brez Bočelja. Noben ni tudi pel namesto njega, da bi malo približen lahko vedela, tako. Tako da je fajn, da imaš te kilometre, da se ne zmedeš in da te ne odnese, ker sem imela že kakšno izkušnjo, ko pevke, ko so same pele, jim je šlo. Posnetku jim je šlo, potem s pevcem so se pa zgubile. Tako da to bi bilo lahko kar grozno, da bi se mi zgodilo, ampak hvala Bogu imam toliko izkušenj, no, in tudi pri Petom Jazzer sigurno mi pomaga pri tem, da znam harmonizirati znotraj pač več glasov, da znam svojo linijo, pač mi temu tako rečemo, držati. Tako da ja, v bistvu roko sva si prvi stisnila 5 minut, preden je šel on na oder, tako zelo, zelo na brzino. Tako da ste se začutila? Recimo, da lahko temu tako približno rečeva, ampak ja, na odru pa sem bila vesela, ker sva vsem imela nek stik, vsem se je pač obračal proti meni, po pesmih mi je dal roko, sva se preklonila. Tako je bil vsaj nek tak dotik mal, da veš, da se zaveda, da si ob njem. Ja, tako. ja. Ampak to pa pomeni tudi, da so imeli visoke upe za tebe oziroma so verjeli vate, da te dajo na takšno priložnost. Res. In v bistvu po prvem nastopu sem bila tako, ko so me sprašvali, kako je bilo, a si ti kaj rekel, da si bil zadovoljni s tabo. A ne ponavadi so potem te neki odzivi tako v smislu, super, se vidimo naslednjič, mogoče, a ne vem, tako da ti, ok, ne veš pa zdaj to vljudnostno, pač neka pohvala, ali si dejansko upravičil njihova pričakovanja. Tako da sem imela po teh dogodkih, po prvih 2 koncertih, kar tako malo sem premlevala sama zase, ok, a sem dosti dobro delala, a so bili zadovoljni, a jim je bilo mogoče kaj žal, da so me povabili. Vsem ne veš pač, kaj točno pričakujejo, no. Tako da to, da sem po temu dobila še par povabil, sem rekla, ok, očitno sem bili toliko zadovoljni, drugače me ne bi še enkrat povabili, ker vsem, tako si rekla, pač pred prvim dogodkom, oni že lahko malo sklepajo, kaj bodo dobili. Ne vejo pa res točno, a bo pač pevc dostavil svoje ali ne. Tudi imeli so že primere, ko pač ste pevke res niso dobro naučile in so, ali pa so imeli pač tako tremo in so zatrokirale in je bila pač tišina, ne, tam, ko bi mogla peti, sem videla ta posnetek, sem rekla, ojoj, kako, v bistvu, neverjetno, da si upalo kaj takega sploh, mislim, privoščiti. Da so tako drzni, tako kot si rekla, v bistvu, ker ne vejo, kaj dejansko bojo dobili, ne. Se meni je to kar malo neverjetno. Res v bistvu, ja. Da ni tonske skupne. Pravim, v bistvu vse, kar jih je zanimalo, je to, da se posname na telefon, to pa zato, da pač ni v studiu obdelan pač posnetek, se pravi voice memo, ne, da se posnamemo,
komadu, po matrici, ki so mi jo poslali, pošleš, pa oni poslušajo in iz tega očitno jim je bilo to dovolj, da so rekli, ok, dajmo. Tako da, ja, zanimivo, res. Kar drzno. Ja, zelo, zelo. Res si me kar malo presenetila. Ja, ja. Kako bi pa drugače opisala Bočelija, glede na to, da si imela vseeno priložnost biti malo sama z njim? Vem, da si ga pohvalila oziroma rekla, da ti je bilo zelo všeč, da je prevajal, ker ne znaš italijansko, da je bil pozoren. V bistvu, kakor sem imela največ 3 mesece pred tem zadnjim povabilom, se pravi, ko sta bila 2 koncerta, Riga pa Loč, sem vedela, potem so me pač seznanili s tem, ker je en pa šel naknadno od teh 2 koncertov, nam je bil samo en, potem so rekli, da lahko še en dan prej prideš, a ne. In sem bila vesela, ker so me v bistvu vnaprej opozorili, da bom pač letela za ekipo s privatnim avionom. In priznam, sem imela res tremo, pač kako bo ta pot izgledala, ker kot prvo nisem vedela, koliko stika vzpostaviti s Bočelijem, ker sem pač vedela, da vseeno je to pač neka taka oseba, ki verjetno želi tudi nek svoj mir, noče glih, da tam neka fenica pa okrog skače, pa ga sprašuje, pa se slikar z njim, pa ne vem kaj, vse možno. Tako da sem rekla, da, mislim, imela sem tremo pred tem letom. A bolj kot pred nastopom? Ne vem, če ne. Plus, lahko mi je slabo na avionu, tako da sem rekla, bog ne da jaz kaj bruham gor, pa karkoli. Tako da sem sama živčar, ne nisem, ampak me je pa en od ekipe, ki je vedel, pač da sem malo nervozna, me pa res snemalo ob vzletu in sem bila tako, ne bo ti rata, zdaj za nalašč ne bom. V glavnem, sva se pa malo bolj spoznala na kosilu pred tem. To je bil pa spet šok, ker je bilo pa pač rečen, ok, vedela sem, leteli bomo skupaj. Po prvem koncertu, se pravi naslednjo jutro v hotelu, pa jaz srečam Masima, to je bil pač neka kontaktna oseba med mano in Bočeljem. In on meni reče, okrog 2:30 bo pripravljena, gremo pač na letališče, ne. In jaz, ok, super, do 2:30 imam čas v hotelu, lepo v miru se stuširam, lase umijem, malo se uredim, malo make-upa, tako, malo povadam, se opojem. Nakar gremo v sobo in sem res tako, na telefonu malo še pač berem kakšno obvestila in tako. Pol pa dobim sporočilo, čez 20 minut bo v lobiju, gremo še na kosilo skupaj. In jaz čakaj, 20 minut, jaz sem zdaj pol glih toliko časa, da samo zapakiram vse nazaj v kufer, ker pač seveda sem imela še obleke zunaj od koncerta, čevlje in nisem uspela pod tuš glave umiti, nobenega make-upa, nič in jaz tako, ne, in zdaj grem jaz v taki neki paniki na kosilo z Bočeljem, ojoj. Ampak dobro, se je dobro išlo, je bilo pa pol tako, da smo prišli v gostilno in čakam pač celo ekipo, da se posede. Bočelj je šel prvi pač za mizo, se je usedel na konc, se pravi na šefa, rečemo, ne. Pa se pa noben od ekipe ni usedel nikamor in jaz tako gledam in pač si rečem, jaz se bom ta zadnja usedla, ne, valjda. Nakar mene Masimo pogleda in mi pokaže z roko, pej zraven, ne, kao pej vzad na klop, pa se kar ob njega used. No, in jaz res živčna, pol sedim poleg njega, se pravi, on je bil na koncu in jaz takole zraven in jaz, ojoj, zdaj bo cel kosil skupaj sedela, kaj ne ga sprašujem, koliko ne ga sprašujem, da ne bom vsiljiva, tako res sem imela kar zadrego. No, in sem pa zelo vesela, ker je bil res tak dostopen, zelo prijeten, v angleščini sva se seveda pač pogovarjala par stvari, všeč mi je bilo, ker se je znal pač malo pohecati vmes, ekipa je bila pač zelo prijetna, vsi so me nekako zelo lepo sprejeli, je pa res, vsi so govorili italijansko. Jaz, se pravi, nisem zastopila, niti nisem mogla komunicirati z njimi, tako da sem bila res kar malo tako hendikepirana, pač tam sem bila zraven v središču v bistvu nekega omizja, ampak nesposobna karkoli dosti komentirati. Tako da sem bila pol vesela, ker je tudi Bočelj to na neki točki zaznal in mi je pol celo on začel prevajati, kaj se fanta nasprot mene pač pogovarjata, čemu se smejita. Tako pravim, znal se malo tudi pohecati, zelo mi je bil tak prijeten, no, lepo ti se je pustil name, ker vse ne veš pač, kakšni bojo te ljudje, tudi potem karakterno, ne, lahko si samo neko mišljenje ustvariš, tako da sem vesela, no, da sem imela tudi to izkušnjo. Pa si ponavadi, ko tako razmišljaš o nekih takih velikih osebah, potem vedno pokažejo neko tako res prijetno, pozitivno luč. To sem tudi jaz razmišljala, dejansko v bistvu te neke znane, slavne osebe, tako dokler jih ne poznamo, se nam zdijo kar nek lik, v bistvu tako malo nedostopni in si kako malo tako živčen, kako bo, pa res vidiš, da so to čisto navadni ljudje. Tudi recimo Jan Plestenjak, ne, marsikdo me vpraša, kakšen pa je Jana, ne. Pa jaz ga v bistvu čisto kot enega prijatelja že nekako dojemam, ker mi je tako pač, toliko blizu mi je, da pač ga poznam tudi v drugi luči, ne. Ni mi samo nek lik, ki se pač na odru pojavi. Tako da, tako kot si rekla, v bistvu na koncu vidiš,
dostopni, je pa res, imaš pa tudi kakšne, ki pa pač so lahko malo vzvišeni, no, tako da to pa nikoli ne veš. Še vedno obstajajo. Ja. Ja, za Jana sem pa celo slišala, da ste na toj poroki je zapel. Ja, Res sta že prespala enkrat z Anžetom pri njemu. Res to daje potem neke take informacije, da je tak odprt. Ja. V bistvu pri Janu je bilo pa tako, da spoznala sem ga seveda že malo prej, pač, ker je bil Anže njegov basist, zdaj že ne vem koliko, 12-11 let, je pač šef benda, bas igra pri njem. Tako da sem šla na začetku, ko sva se z Anžetom mojim spoznavala, pač seveda dajte na kakšen koncert, sem tudi Jana spoznala. Pa bilo pa tako, da je v času korone Anže snimal za njega bas na obali in mene kliče na faks, to je bilo glih takrat, ko se je država začela zapirati. In mene kliče Anže na faks in reče, zaprli bojo državo, pač pojva na obalo, jaz grem snimat bas, ti boš zraven, ti ne bo hudega. Sem rekla, zakaj pa ne, ok, in sva pač dejansko šla in ostala 14 dni pri njem v Strunjanu in smo res, zvečer smo pač peli pesmi, on je na klavir igral, na kitaro, tako res je bilo dobro in smo v bistvu ustvarjali neko Anže je seveda že prej imel neko prijateljsko vez, jaz sem ga pa res spoznala v drugačni luči in v bistvu je to vodil k temu, da sem ga toliko spoznala, da sem ga pol upala sama poklicati, ko je iskal back vokale. In sem imela pol toliko poguma, pa sem rekla, ok, pač se to ga poznam, da ga lahko pokličem, pa vprašam, zakaj pa ne bi probal, ker prej to sigurno ne bi upala, pač če ga ne bi tako poznala, bi si rekla, ok, kaj ne ga zdaj kličem, to mu bo res čuden. Tako da je tudi prijateljstvo v bistvu pol pripomoglo k temu, no, da je bilo to lažje. In zdaj že ti par let. Zdaj pa že jaz v bistvu drugo turnejo, oziroma 3. leto, no, tako. Ja. In potem z Anžetom skupaj. Tako da sem z Anžetom kar veliko skupaj, v bistvu poleg Jana sva skupaj tudi pri Gregorju Ravniku. Ja, res naj v bistvu glasba zelo veseli, zelo povezuje in včasih je lahko to breme, včasih je pa pač to tudi lažje, ker se pač bolj razumeva, ker veva, kakšen pač poklic to je, kaj vse zahteva, kaj so odrekanja, ki zraven pridejo, tako da plusi pa minusi, no, tako kot povsod, tudi tukaj so, ja. A tudi Anže kdaj kaj zapoje? Ja, Anže drugače tudi poje, tudi pri Janu tudi poje back vokale zraven. On je tudi super glasbenik, no, res je tak glasbenik v bistvu že od rojstva, pač od malih nog je vedel, da želi biti basist, tudi njegov oče je basist in je to očitno kar podedoval po njemu. Tako da res že v osnovni šoli je govoril tudi učiteljcam, jaz bom pač po poklicu bom basist, pa mu učiteljica rekla, to ni pravi poklic, pa je rekel, in boste videli, da je. Vam bom pokazala. In zdaj je res v bistvu pač tako močno ime na glasbeni sceni, da je res v bistvu dokazal že zdaj to, no. Ja, se je v bistvu tudi sodeluje pri tvojih pesmih, če se ne motim. Res, ja. On je pa v bistvu za te moje pesmi res toliko naredil, da sem mu res lahko zelo, zelo hvaležna. Za pesem Nedelja, za pesem Nisem več edina in pa za pesem Tebi je res ogromen časa namenil in preživel v svoji sobici, kjer je pač pilu aranžma predvsem in pa seveda tudi bas linijo, tudi back vokale posnel, tako da je velik doprinos moji glasbeni poti, no, tako. Viš, to mi je pa ušlo, da tudi poje. Ja. Mislim, tudi ima svoj album, v bistvu kot avtor komadov, izvajalec, v času korone ga je izdal. Tako da ja, lahko poslušaš, tudi pač pevsko se je tudi že pokazal, ima pa tudi 3 duete z njim posnete. Tako da ja, smo že kar veliko skupaj ustvarjali. A potem doma tudi kdaj kaj zapojete? V bistvu ne, je pa res, da recimo v avtu zapojeva kdaj, sploh če se iz kakšnih špilov vračava zvečer. Tiste je verjetno bolj tako spontano. Ja, se to je tako, da je res tako malo mimogrede. Pa doskrat mi pa reče, da poslušaj tele backe in pa jih res poslušava in jih pač še midva odpojeva, kako so pač posneti. Tako no, v bistvu res raziskujeva stalno v glasbi in to naj jo res veseli in povezuje. Kaj pa je še katera druga stvar, ki jo povezuje? Pa v bistvu rada pogleda tudi dobre filme, to nam je tudi zelo tako blizu. Kaj pa vem, kakšno dobro kosilo, to imamo tudi rada, pač, da se gre dobro pojest. Kaj pač skuhate sama? Jaz skuham sama, premalkrat bom rekla, no, ker drugače rada skuham, ampak doskrat se mi pač mudi. Anže je pa tudi tako, da ne večerja veliko, tako da pol sem včasih sama tista, ki bi pač kaj konkretnejšega pojedla, no, pa se pa nekaj znajdem. Skuham pa recimo ob nedeljah kakšno pač kosilo že vnaprej za ponedeljke, recimo. Drugače pa jeva kosilo kar v naši gostilni, kar meni zelo prav pride. Pa ja, tako. Potem živite zelo blizu tam? Ja, smo v Begunjah še vedno pač doma, tako da oba zaposlena.
On je z Radovalce, ampak živi v Begnah, pa zaposlena sva oba v firmi, tako da, ja, pol pa še tisto kosilo zraven pod službo še. Potem imate pa res zelo podobni življenji. Zdaj se je pohecal, ker sva še v pisarni skupaj, je rekel, ja, nač, na odrih sva skupaj, v pisarni sva skupaj, na dopust greva pa vsak zase. Pa si rekel, ne, še ne boš gledal. Ja. Okay, ampak glej, sej nekateri pari jim gre skupaj. Ja, mislim pa se pa vse reče, še ni fajn, da imaš za sodelavce nekoga, ki pač ga imaš res rad. Ja. Teži ti gre na živce. Je pa res, da verjetno smo ženske bolj tiste, ki pa pod prste gledamo, tako da to je lahko včasih naporno, sploh jaz sem taka, da pač preveč stvari vidim. Ampak dobro, sej se pa malo navadiš. Tudi on te že verjetno zelo dobro pozna. Ja, res. Je navajen na te zadeve. Tako. Pa še imaš ti kakšne drugačne hobije ali zmanjka časa potem? Ja, dejansko ga zmanjka. Mislim, včasih je bila to fotografija, ko sem bila še v osnovni šoli. Tako, ja, v osnovni šoli sem v bistvu ugotovila, da me to res veseli, tako da sem šla pol naprej na srednjo šolo v Križanke na oblikovno, smer fotografija, tudi naredila do konca pač seveda poklicno maturo in vse. Pol sem pa videla, da mi vseeno fotografija ni toliko pomemben del življenja, da bi pač se toliko razvijala samo znotraj neke pač te smeri. In sem se prepisala na splošno maturo, se pravi na maturitetni tečaj, naredila še drugo maturo, potem se pa vpisala na pedagoško, v bistvu postala učiteljica razrednega pouka. Je pa res, da me magistrska še čaka. To je neka stvar, ki se ne rada spomnim na njo, ampak ja, si želim seveda narediti kljukco tudi temu, ampak zaenkrat ni časa, tako da sem vesela, da lahko počnem v bistvu v glasbi toliko trenutno stvari, da lahko tišče malo čaka in stoji. Pa imaš vse narejeno do magistrske? Vse do magistrske, vse izpite, vse je šlo čez, polo pa tako, da sem v času, se pravi absolventa, ko sem si vzela leto za magistrsko, sem šla pa delati v šolo, ker so me pa pač klicali, da rabijo nekoga, da bi nadomeščal eno bolniško. Bila sem pač 1 leto prej na praksi pri njih, tako da so me imeli noc pač v neki ti bazi in super smo se pač razumeli in seveda, mislim, hvala Bogu, sem bila pač prva izbira. Tako da so me povabili in sem res uskočila, sam pač posledično nisem imela časa usporedno pa še magistrsko pisati. Tako da plusi v minusi tudi tukaj pač mogoče, če ne bi šla takoj v šolo, bi dokončala še to magistrsko, tako se mi pa ni šlo. Pa sem na lastni koži izkusila to, kar vedno rečejo, takoj nared, ker polski bo zmer mandal in evo, res je to. Ja. Kaj pa ta ljubezen do fotografije, se še kje odraža? A čutiš, kje je to mogoče pri videospotih? Ja, mogoče res v videospotih. Ja, v bistvu si res dobro rekla, no, zato ker fotografija res nekako, kaj pa vem, odkar so postali telefoni toliko napredni, me to kar malo tako odbil, ker sem videla, jaz se matram tam z nekimi torbami, objektivi, vse možno nosim sabo, pa nekdo zraven mene telefon ven potegne na divno sliko, je to, sem si mislila, ok, brez veze, polno. Ampak ne, se ni čistko, seveda pa če drug čar vsem s fotoaparatom posnet fotografije, sploh pol, ko razviješ, ko sprintaš, ti je jasno, da pač ne more biti to eno in isto. Ampak ja, je pa res, da mi je to znanje, ki sem ga dobila na srednji šoli, mi pomaga tudi zdaj, ko delam kakšne videospote, ker se res nekako poglobljeno lotam tudi priprave scenarija, znam nekako splanirati, kako bi tudi dan potekal snemalni, da tako neke časovnice postavim in tako, seveda pač vedno skupaj za neko snemalno ekipo, ampak tako sem dobila od 2 snemalcev že povratno informacijo, da tazga podrobnega scenarija še niso dobili oziroma tako dobro pripravljeno, no. To pa tudi potem, ko je kakšna montaža, pač tudi uživam biti zraven in sestavljati skupaj kadre in kaj bi šlo skupaj, kakšni prehodi mogoče, tako da to me veseli še vedno in mi tudi danes še vedno ta znanje pride prav. Vseeno si bila na šoli 4 leta in tako, je to kar dolgo obdobje. Res je, ja. Torej si zelo, zelo vpeta v sam proces, rada sodeluješ tudi sama. Ja, pa v bistvu spoti so mi res fajni za snemati, sploh če imaš idejo, no, vse to pa ponavadi se začne pri pesmi, če ima pesem neko sporočilno, spol ni toliko težko tudi spota, pač nek scenarij pač pripraviti za spot, tako da ja, to mi je dobro. In kateri ti je najlepši, najboljši? Zaenkrat mi je bila mogoče Nedelja najljubša. Tega sem si tudi jaz ogledala. Tam je bil tak pač tako, v bistvu tudi izdelek me presenetil, ker v bistvu mi je režiser, ko mi je poslal posnetek, to je bilo dinkat, da sem bila brez pripomb, da mi je pač poslal in da je bila to končna verzija, ker ponavadi je tako, da rečeš, da je ta kadr zameni, mogoče, da je tle, da je kaj drugega,
En spot sem dejansko tudi sama zmontirala, ker sem rekla, da bom jaz to v svoje roke vzela. Tako da tam je bil zelo ljub, pa zelo ljub mi je bil tudi Čaroben svet, ker sem bila pa skupaj z očetom tudi, z njim sem tudi ogromno ustvarjala, pa v bistvu z njim se je tudi začela moja glasbena pot, no, ker mi je napisal par lepih pesmi. No, Čaroben svet sem pa vesela, ker sva šla pa skupaj, sva tudi v videospotu in smo na Robleku snemali par prizorov, mi je pa tudi taka lepa, v bistvu tudi lep spomin in mislim, da mi bo zavedno pač tak ljub posnetek. Prav angliz za to mogoče, ker sva to neko najno sodelovanje še na tak način podprla, da je še to v sliki in tako, je lepo. Pa en tak lep spomina, ne? Prav, v bistvu to je neka vez, ki ti je pa res za cel življenje oče hči in tudi, ko bom starejša, vem, da bom zelo z veseljem to pogledala in se spominjala teh lepih trenutkov, no, ko sva skupaj ustvarjala. Veselim se, če bo še kdaj kaj skupaj naredila in verjamem, da bova. Je pa res, da pač na njegovo smolo v bistvu je mene res trenutno odnesel mečkan v pop zvrst, tako da pol tiste pesme, ki jih ima še pripravljene, mečkan čakajo, ampak bo tudi za to prišel čas. Ne dvomim. Zelo lepo. Ja. Zdaj malo sem se zgubila. Vse je fajn, da se ne zgodi samo to. Ja. Vsem se to zgodi. No to bomo malo rezali. Nekaj sem imela v mislih, pa sem pozabila. Pa se mi redko to zgodi. Ampak tako lepo razlagaš, da sem prav Da si pozabila, kaj pa naprej? Ja, ne, ful sem noter padla in pa včasih, ko poslušaš, se sam na to... Ja, pozabaš pa vnaprej razmišljati. Ja. Se pa jaz na to boš, da res si prestvari in poslušaš, kaj sploh nekdo govori. Ker sem imela kakšen intervju, ki je pa nasprot, prav vidiš, da ne posluša, da že naprej z glavo in ti razlagaš, da bi v steno govoril. Tako da bi čisto ok, da poslušaš. Ne, zato mi je pa drugače kar neki ljudi rekli, no, da ravno to, da poslušam in da to je fajn, ja. Ne skačem v besedo. Sam da vidim, kje bi jaz zdaj naprej začela. Se v bistvu smo tako bolj pri koncu. Okay. Skliče kavico, bo pijem ti pa kar Ja. Zdaj sva že malo skočila na tvojega očeta, ampak me vseeno radovedna, kot sem, malo zanima še glede Anžeta. Kaj pa je recimo ena taka stvar, ki ti je najbolj všeč na njemu? Mogoče glih ta glasbena predanost. Tako, ko vidim, po vseh teh letih je on tako noter v glasbi, on pač zvečer na kavču pač išče še vedno nove base, še vedno novo opremo in se rečem, kapo dol, v bistvu, da se želiš celo življenje oblikovati, razvijati v tej smeri in rastati in odkrivati svoj zvok in v bistvu vlagati v to, da pač najdeš najboljši zvok, kar ga lahko pač kot glasbenik v bistvu dostaviš tako, a ne. Ker recimo pevci, videli smo kar malo leni in tudi za nek mikrofon se kar ne spraviš, pa je ena stvar, ki bi jo v bistvu rabo tako, da res rečeš, mikrofon rabiš najti tak, ki ti paše na tvoj glas. Pa ponavadi, se zadovoljiš to, kar dobiš na odru, pač to imaš, pa bi mogli biti drugače, ne, se pravim. Inštrumentalist se bo pač res poglobil, kakšen inštrument bo imel v kupu. Tako da to mi je ena taka res v bistvu stvar, ki jo občudujem pri njem, koliko je v bistvu strasten v tem, kar počne, no. In še vedno vadi, kljub temu, da pač res že izvadil in ima odlično tehniko, ne. Je res v bistvu tak naraven talent, no, nikoli ni imel neke izobrazbe v tem, neke šole, tako da se vse sam naučil in naredil in zgradil, tako. A morda veš, kaj bi on rekel zate? Mogoče bi rekel, kaj me najbolj všeč. Ja. Kaj pa vem, mogoče neka milost, se pravi, to sem taka mila, mogoče to, da sem, kaj pa vem, prijaznost, sočutnost, take neke lastnosti, no. Zdaj veš za to. Ponavadi bi mi rekli, to pa morate njega vprašati. Ja, se je tako, mislim, dejansko ga bom vprašala, kaj bi on odgovoril, ker me zanima. Je pa res, da se pač pogovarjava in nekako veva, kaj nam je všeč. En sem drugač, tako da. Pa zdaj sta že tudi nekaj let skupaj. Zdaj sta pa že kar en čas skupaj, ja, tako da kakšna stvar pa že morava povedati. Zagotovo. Drugače pa fotografije iz poroke so bile zelo lepe. Hvala, sicer jih nisem veliko objavila, ampak ja, lepe slike so nastale, kljub temu, da sem imela res malo z vremenom. To je bila najbolj mrzla sobota v septembru, tako da, kogar sem si želela neke tople poletne poroke, ja, nimaš kaj, pač to res ne moš načrtovati, nimaš vpliva, tako da, ampak ja, so tudi fotografije, poleg seveda lepih spominov nastale, tako da. No, saj to sem želela reči, da gotovo ste si naredili lepo. Še toliko smo se bolj
skupaj pa nagneta, da nam ni promrzlo, tako da je bilo fino. Zelo lepo. Prej si pa še omenila, da imam že iz prejšnjega razmerja 2 otroka. Kako pa se znajdeš? Super, in v bistvu mi je zelo lepo, kadar mene recimo ni zraven, pa so oni trije, recimo, ne vem, da otroka prespita parnava, pa mene ni doma, izmeraj reče, da jo, ko so te zanč pogrešala, kaj te ni bilo, tako da mi je to nek znak, da sta rada tudi z mano, no, in res je v bistvu dobro se zastopimo, tudi z Niko, se pravi, z bivšo ženo imamo čisto normalen odnos, kar sem pa res vesela in v bistvu to je spet ena stvar, ki je lahko pohvalim pa Anžetu, da je uspel pač tak odnos od otrok v bistvu naprej peljati in je za vse lažji. In za mene, in za njo, in za otroka, in za njega, tako da se res v bistvu v redu zastopimo in s tamanjima smo pa res dobro, no, tako da se pol tudi hecamo, da sem jaz njuna mačeha, ne. In pol po poroki sta rekla, no, evo, zdaj si pa še uradno najina mačeha in tako dobro se zastopimo, no, in radi smo skupaj. Verjamem, da si rekla, da se hecate, zato ker ima ponavadi mačeha negativno. Moja mami ne more tega slišati, ker sta v res? bistvu v priču ni enkrat to rekla, je bila tako, joj, ampak a te ne modote, reče ta mačeha, pa sem rekla, ne, ker je res spora, ne, tako, glih zaradi tega, ker pač je ponavadi to nekaj slabega. Mene pa res smatrata pač tako, skoraj kot drugo mamo, v bistvu res me imata rada in jaz njiju dva. Tako da me pol ta mačeha čisto še zmoti, ker vem, da je pač čisto tako iz neke baš fore, dobesedno. Koliko sta pa že stara? Zdaj sta pa 15 pa 12 let. Aha, okej. Ne vem, zakaj sem imela občutek, da bi bila malo manj, ampak Ne, ta starejši je že kar velik in zdaj res tako intenzivno raste in odrašča, tako da sta res oba z Anžetom včasih kar presenečena, no, koliko je že velik in tako in drugače Anžet je že tudi prerastel po višini. Pa tudi tako je zelo tak odrasel deluje, no, zelo tako odgovoren, zelo priden v šoli. Ta mlajši je pa čisto po atu, je pa tudi tako malo nagajiv, tudi umetniška duša, tako da sta res fajna fanta, no. potem pa še imata družbo vseh tvojih nečakov in nečak in tako, nečaka in nečaki in tako da verjamem, da uživata. Res je, no, v bistvu fajn, pa v bistvu bi si želela, no, da bi bilo večkrat, da bi imeli več časa za tudi taka druženja, ampak ja, pač tempo življenja nam trenutno to kar malo onemogoča, tako da pol takrat, ko pa smo skupaj, pa toliko lepše. Takrat ponavadi še bolj cenimo neke te trenutke. Tako, ja. Imam pa zate še za konec kratko vprašanje za kratki odgovor. Aha, se pravi, ne smem dolgo razmišljati. Ne, čeprav ponavadi se potem spet odpre kakšna debata, tako da res to čist razumem. Ampak kaj ti najprej pade na pamet, kaj te najbolj usreči? Kaj najbolj sreči glasba. Trenutno bom rekla glasba in pa dobri pač lepi odnosi, se pravi predvsem to, da se dobro zastopam z ljudmi, ki so pač z mano, to me srečuje. Kaj je ena stvar, ki te vedno razjezi? Tle bi bilo kaj verjetno povezanega z Anžetom, kakšna slaba navada. Recimo glih danes sem bila jezna, ker je brisača spet tako pustil, ampak bo se to doma zmenila. Ali imaš raje sladko ali slano? Slano, absolutno. Veliko raje imam čips kot kakšno torto, tako da slana stvar zagotovo. A imaš kakšen skriti talent? Kaj pa vem, skriti talent. Gibljive prste imam, to da nam lahko recimo palec takole za poknare. Ampak vem, če je to glih talent, tako da recimo, da talente kar probam pokazati ljudem, tako da ni takih skritih, no. A igraš kakšen inštrument? Klavir. A to si hodila v... To sem hodila razne, še kole, nižja glasbeno naredila, ja. Ali si drugače oseba, ki obžaluje stvari ali verjameš, da se vse zgodi z razlogom? Ta druga. Verjamem, da se vse zgodi s svojim razlogom, da vedno pol ugotoviš, zakaj se je nekaj pač zgodilo in da vedno lahko najdeš tudi kaj pozitivnega, tudi če je še tako slaba stvar, je lahko tudi za nekaj dobro, če pa še ne vidiš, zakaj si pa reče, mogoče bilo pa drugače to tako pa tako pa tako, da že bolj, da se tako konča, kot se je. Tako da si naredim, da pač vedno za nekaj dobro. A si drugače bolj optimistična narave? Ja, bi rekla, ne, ja. Optimistične pa tudi tako, realistične, no. Nisem pesimistka, sem pa tudi dosti realistka, no, tako. Pravi, kljub temu, da sem pozitivno naravnana, včasih sem tudi mogoče malo preveč realna, tako da, tako. Spet neko razmerje. Ja. In pa še, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela, pa da še mogoče se ga danes spomniš? Pa v bistvu mi je bil zaenkrat to res to, da sem pač bila povabljena na te koncerte od Počelja, če to pač šteje, ni to glih kompliment, ampak mi je kompliment v smislu neke geste, se pravi tega povabila kot potrditev, da sem pač nekaj dobro naredila. To pa, kaj pa vem, sigurno je bilo še ogromno lepih stvari, ampak zdajle
mi je ta prva padla na pamet, ja. Moram pa reči, da se ti je v tem delu, ko smo se pogovarjali o Bočelju, res videlo, kako zelo ti to pomeni. Ker se mi zdi, da si kar žarela. Ja, jaz sem vmes imela kar kurjo pot, ko si razlagala. Tako da verjamem, da je bila to ena izkušnja, ko je res ne boš pisala. Ja, za celo življenje, res. Ja. Zelo lepo.